Blagoslovi darovanja je danes moja tema. Darovanje je beseda, ki jo radi slišimo in zelo radi smo obdarovani. Da pa mi obdarujemo, je pa potrebno imeti veliko modrosti in tudi ljubezni, sočutja do bližnjega. In prebrala vam bi iz Svetega pisma, iz Mateja, 17. poglavje, 24. vrstica. Vsi poznamo Jezusovo delo. Delal je za dobrobit Izraela in Izraelcev z ljubeznijo. Bil je Božji sin in daroval je vso to ljubezen Izraelu, Izraelcem. In seveda v Stari zavezi je bil zelo pomemben tempelski davek. Ljudje so morali obvezno nositi v tempelj desetino od vseh svojih pridelkov in tudi ostalih blagoslovov. In to prvo desetino. To je bil tak zakon. In glede na to, da so farizeji opazovali delo Jezusa, ki je bilo za njih nekaj zelo neznanega, čudežnega, niso razumeli, odkot njemu vsa ta modrost, vsa ta moč, vsa ta milost, da je lahko se to izvajal. So ga seveda vprašali, ali plačuješ tempelski davek, ker igraš se Božjega sina. In tukaj v Mateju je ta zaznamek zelo zanimiv. In ko so farizeji vprašali Petra, če učitelj plačuje 2 drahme kot tempelski davek, je Peter rekel, seveda ga plačuje. In ko je Peter prišel v hišo, ga je Jezus prehitel z besedami, ker je Jezus vedel, kaj se je dogajalo. Ker Bog vse vidi, vse ve in Jezus ni potreboval, da mu Peter na en način poroča, kaj se mu je zgodilo. In da so ga prehiteli z vprašanjem, ali Jezus plačuje tempelski davek. In ko je Peter prišel, ni imel možnosti mu to povedati, kaj je v njegovem imenu povedal. Ampak mu je Jezus rekel, kaj se ti zdi, Simon oziroma Peter? Od koga pobirajo zemeljski kralji davek ali carino? Od svojih sinov ali od tujcev? In seveda je Simon rekel, od tujcev. Jezus mu je rekel, torej so sinovi oproščeni. Vendar pa, da jih ne pohujšamo, pojdi k jezeru, vrzi Simon trnk in potegni ven prvo ribo, ki se bo ujela. Odpri usta in našel boš stater, to je srebrnik. Vzemi ga in ga daj zame in zase. Tukaj je Jezus naredil en korak, ki ga učenci verjetno niso razumeli. Ni želel biti v spotiko in je plačal ta obvezni tempelski davek, desetino.
Ampak na kakšen način? Bog mu je dejansko pomagal plačati. Simon je samo rekel, pojdi, vrzi trnk, ujemi ribo in odpri usta, gobec in našel bo srebrnik in ga daj, da bo pravici zadoščeno. Da ne bomo v spotiko. Tako je Jezus rešil Simona, ki je vnaprej povedal, da tudi Gospod Jezus plačuje davek. To je ljubezen. To je najvišja oblika ljubezni. Ne samo, da je Jezus ozdravljal, učil, delal čudeže, tudi plačeval je davek. Čeprav ni imel denarnice, on je bil Božji sin, kralj kraljev, gospodar gospodarjev. Njegovo bogastvo je neizmerno, bilo je in bo. Ker vse, kar vidimo, je Božja lastnina. Mi vsi smo Božji. Smo Božji otroci, ki živimo na tej zemlji in Bog od nas ne potrebuje in niti ne zahteva nobenega davka. Sploh pa ne na silo ali pa s pomočjo kakšnih kazni, groženj, zaporov, pretepov in tako dalje. Jezus je daroval ne samo ljubezen, tudi denar, srebrnik. To je ljubezen. Blagoslovi darovanja so resnično čudežni. To vem iz svojih osebnih spoznanj. V obdobju, ko sem živela zemsko, poslovno, materialistično življenje, nikoli nisem darovala. Nisem imela tega spoznanja, tudi ne modrosti. Zemeljsko gledano sem bila res bogata, vendar duhovno prazna. In ko sem spoznavala Božjo resnico in ko sem bila na en način primorana spoznavati tudi darovanje, se je moja duša olajšala egoizma, pohlepa, želje po imeti še več in še več. In darovanje je velika modrost in velika milost za vse nas. Ker Bog želi, da smo vsi na tej zemlji blagoslovljeni. Ker vse je od njega, za vse otroke te zemlje. Ne more biti na eni strani skupina ljudi neizmerno bogata in na drugi strani velika skupina ljudi, ki živijo revščino, ki nimajo vode, ki so lačni, ki umirajo zaradi bolezni, revščine, zaradi žalosti, zaradi jeze, zaradi nesprejemanja, različnosti. In glede na to, da smo v 21. stoletju, v stoletju izobilja, lahko darujemo vsi blagoslove bližnjim, tistim, ki jih res potrebujejo. Ampak tukaj ne mislim samo srebrnike, evre, dolarje, kriptovaluto. Tukaj mislim predvsem na darovanje milosti, sočutja, ljubezni,
hvaležnosti, odpuščanja. To so veliki darovi. Veliki darovi, ki spreminjajo ta svet iz bolečine v radost, iz revščine v bogastvo, iz žalosti v radost, iz smrti v življenje, iz ločenosti v skupnosti. Darovanje ni samo fizično darovanje, vidno darovanje. Je tudi darovanje nasmeha, prijazne besede, sočutja, predvsem pa odpuščanja. Ljudem, ki so v tem danem trenutku, v tistih izzivih, zaradi katerih se počutijo ločene, zapostavljene, bolane, osamljene, žalostne, revne. Ta planet je bogat planet. In vse to bogastvo je od stvarnika, kreatorja vsega. In je dano nam vsem, da ga delimo, da ga upravljamo z ljubeznijo. To je volja, Božja volja, našega stvarnika. Da razumemo, da je največji blagoslov v darovanju ljubezni, sočutja, strpnosti, razumevanja, odpuščanja in tudi tistih materialnih dobrin, ki jih imamo mi osebno dovolj. In da jih lahko delimo s tistimi, ki jih res potrebujejo. Zato apeliram danes na našo vlado Slovenije, da bo darovala, ne jemala, darovala ljudem, prebivalcem, državljanom Slovenije vse tiste blagoslove, ki jih imajo nekateri samo zase. Slovenija je bogata dežela. In nihče v Sloveniji ne sme biti brez stanovanja, brez osnovnih življenjskih dobrin, brez sočutja, brez spoštovanja, brez ljubezni. Nihče. Popolnoma nihče. Ne sme biti prisiljen v kakršnokoli dejanje, ki ni v skladu z ustavo, s človekovimi pravicami. Prav nihče. Apeliram na našo vlado, da je ljubeča do svojih državljanov. Da nas ne davi z davki, ampak nam daruje temeljni osebni dohodek popolnoma vsakemu državljanu, tisti osnovni, da bo na slovenskem ozemlju radost, pravica in ne velike razlike med revnimi in bogatimi. Popolnoma vsak državljan Republike Slovenije je vreden radostnega, srečnega, blagoslovljenega življenja. In glede na to, da ima država dostop do izobilja, do tistega izobilja, ki se ga mi, državljani, včasih zelo težko predstavljamo, je prav, da vlada odpre roke in da daruje in da ne davi več svojih državljanov. Ne z zakoni, ki niso v skladu z naravnimi zakoni, ne z prisilo, ki ni v skladu z Božjo voljo, ampak da odpre roke in srce za ljubezen in za darovanje. Mi v Društvu za srečno življenje Belis smo odprli naše roke, naše srce za darovanje, za ljubezen, za odpuščanje, za sočutje. Imamo vas radi in želimo, da to sporočilo današnje gre v eter, da se dotakne prav vseh ljudi, predvsem pa naše vlade. In danes bi to rekla z ljubeznijo in s hvaležnostjo.
Hvala lepa za vašo pozornost.